Lepo vas pozdravljam v prvem delu oziroma v prvi vadbi joge. Danes bomo malce več pozornosti morda za prvič namenili dihanju in povezovanju diha z gibanjem. Tako da bomo res malce bolj enostavnejše vaje izvajali. Vse, kar pa je pomembno, je, da počasi stopnjujemo. Bom tudi vmes vas na to opozorila, da se res počasi povečujemo morda obseg giba in da smo tudi pozorni, predvsem tiste, ki ste oziroma ki niste daleč od posega, da ste pozorni, da na tisti strani, ki je manjša gibljivost, to upoštevate, tista stran, ki je zdrava, ki pa zmore, pa morda izvedete malce večji obseg giba. Tako da na začetku bomo izvajali oziroma opazovali dihanje, tako da kar zapremo oči, poravnamo hrbtenico, lahko sedimo tako s pokrčenimi nogami, če nam ni prijetno, pa če težko sedimo, se včasih lahko usedemo tudi na stol, če se da morda kakšen stol brez naslonjala, da je malo več prostora za gibanje naših rok. Tako da naše dlani lahko namestimo na stegna, obrnjene navzgor, če nam pa to res dela težavo, so lahko obrnjene dlani tudi navzdol proti smeri naših stegen. Zapremo oči, poravnamo hrbtenico, morda parkrat zakrožimo z rameni malce nazaj in navzdol. Kajti tekom dneva so ramena precej naprej pomaknjena od stresa, včasih tudi navzgor, pa želimo malce spremeniti to in bolj odpreti prsni koš. Pa zadržimo odprt prsni koš, ne v pretirani napetosti v tem zgornjem delu. Zaprte so tudi naše oči, pozorne smo na položaj naše glave oziroma na to, da glava ni preveč naprej, da je v pokončnem položaju, pa tudi da brada ni preveč pomaknjena naprej, navzgor, ampak da je malenkost spuščena. Potem pa pozornost usmerimo na naše dihanje. Najprej samo zaznamo, kakšno je dihanje v tem trenutku. Morda preštejemo, koliko je dolg vsak naš vdih in koliko je dolg vsak naš izdih. Približno nekje ena enota, naj bo približno sekunda. In potem, ko zaznamo oziroma občutimo, kakšno je naše dihanje, koliko je dolg vdih in izdih, pa še položimo eno dlan preko trebušnega dela, lahko preko pupka, eno dlan na srce oziroma na prsnico, pa opazujemo, kateri del se ob dihanju bolj premika. Predvsem skušamo v tem primeru zaznati, ali se premika ob dihanju naša spodnja roka, kar pomeni, da se z vdihom malce razširi naš trebušni del in se z vdihom napolni bolj spodnji del pljuč. Če pa zaznamo, da se premika bolj zgornja dlan, ki je na prsnici, na prsnem košu, pa je naše dihanje malce bolj prsno. Morda se napolni bolj zgornji del, zgornja polovica naših pljuč. Vse je primerno, pravilno. Gre samo za to, da občutimo, zaznamo, kje pretežno se odvija v tem trenutku naše dihanje in običajno tako dihamo tudi čez dan. Še 3 takšne ponovitve naj bodo. Pri jogi pa želimo malce upočasniti, umiriti dihanje in ko nam to uspe, se vključi v dihanje tako trebušni del kot prsni koš. Ampak bomo počasi, postopno to skušali doseči brez pretiranega forsiranja, res s postopnostjo, s posluhom za naše telo.
Potem pa, če še kdo potrebuje še vedno ta občutek, ta stik s prsnim košem in trebušnim delom, lahko še vedno obdrži dlani na tem mestu, lahko pa da nekaj odložimo spet nazaj na stegna ali na naša kolena. In malce spremenimo naše dihanje. Če je na primer naš vdih dolg 4 sekunde, naj postane izdih 5 sekund dolg. Najprej samo poudarek damo temu, da se rahlo podaljša vsak naš izdih. Nekje za sekundo naj postane naš izdih daljši, kot je vdih. Pri tem tudi občutimo, da z vsakim malce daljšim izdihom se napetosti iz našega telesa sproščajo, morda kar od vrha glave navzdol, preko vratu, po rokah do konic prstov in počasi tudi preko trupa do medenice in po nogah do konic prstov naših nog. Naj nekaj izdihov sprosti tudi morda kakšne neprijetne občutke, kakšne neprijetne, bolj slabe misli, tiste, ki nas ovirajo v življenju. In ko se navadimo na to spremembo, da so malce daljši izdihi, kot so vdihi, pa bomo vdih in izdih uravnovesili, kar pomeni, da bo postal tudi vdih počasi toliko dolg, kot je izdih. Če smo podaljšali prej izdih na 5 enot iz 4, tudi tokrat vdih podaljšamo na 5 enot ali 5 sekund. Vedno pa imejmo v mislih, da sebi prilagajamo dihanje, da je to samo neko okvirno merilo, da vedno začnemo z upoštevanjem dolžine našega vdiha in izdiha in od tam izhajamo in od tam podaljšujemo. Ko postane naše dihanje malce bolj umirjeno, ko smo podaljšali vdih in izdih približno za 1 sekundo, pa se vse bolj zavedamo našega dihanja preko nosnic. Občutimo, kako z vdihom vstopi zrak v naše telo preko nosnic in se počasi postopno pomakne vse do pljuč. Pri izdihu pa ravno v obratni smeri občutimo, kako se z izdihom zrak preko nosnic pomakne navzven. Par takšnih ponovitev naj bo, da res občutimo celotno pot zraka, kako se z vdihom pomakne zrak navznoter, preko nosnic in z izdihom preko nosnic navzven. Še 5 takšnih vdihov in izdihov opazujemo. Potem pa počasi našo glavo malce spustimo navzdol. Se bolj spet zavedamo celotnega telesa, občutimo celotno telo od stopal in dlani do vrha glave. In počasi postopno odpremo oči, ko je glava še malce spuščena.
Potem pa se glava pomakne v pokončni položaj. Pa bomo kar nadaljevali z ogrevalnim delom. Naši roki pomaknemo spredaj. Lahko so prsti malce bolj skupaj in palca približana k tem notranjem delu dlani, lahko so pa bolj sproščeni prsti, čisto po izboru. Povežemo se s svojim ritmom dihanja. Vedno pri jogi je fino, da sledimo dihu in potem gibanje prilagodimo našemu dihu. In ko bomo zaznali, da se pojavi vdih, se roki pomaknete navzgor, do tam, kjer je primerno, do prve točke odpora, pa z izdihom roki spuščamo. V svojem ritmu nadaljujemo, vdih roki dvigne, morda do iste točke, morda za občutek malce više, nič pa ne forsiramo. Opazujemo, kje je naša meja, do kje je za nas v tem trenutku primerno. In če smo po posegu, prilagodimo gibanje isti strani, tam, kjer nam ne uspe toliko, se že prej ustavimo z drugo roko, pa morda se pomaknemo malce više. In naslednjič, ko se roki spet spuščata naprej, lahko pomaknemo kar dlani skupaj in ko se pojavi vdih, pomaknemo roki v stran. Do tam, kjer je primerno. Ko se pojavi izdih, pa roki pomaknemo spredaj skupaj. Malce popek navznoter, ko se roki pomaknete nazaj, predvsem takrat, ko gredo dlani malce bolj nazaj od naših ramen, če nam gibljivost to dopušča. Še 3 takšne ponovitve naj bodo. In naslednjič, ko se pomaknete roki v stran, samo v odročenje, v ravno linijo, kar pomeni tudi, če smo bolj gibljivi, naj ne bodo roke preveč nazaj, ampak v ravni liniji. Če bi z vrha kdo pogledal naš položaj rok, pa bomo obračali dlani z vdihom malce navzgor, z občutkom, ne preveč na silo. Ko se pojavi izdih, pa dlani obrnemo navzdol, morda za nekatere celo malce nazaj. Vdih, obrne dlani navzgor, ko se pojavi izdih, pa dlani navzdol, morda malce nazaj. Če nam ustreza, lahko zapremo med gibanjem naše oči, da smo bolj osredotočeni v to, kaj se v naših rokah dogaja, kako občutimo roki, oziroma da bolj zaznamo, kje so naše meje z vsako ponovitvijo na novo. Ko se roki pomakneta spet navzgor, malce spustimo roki, pa položimo naše nadlakti ob stranski del trupa, tudi komolce, pa počasi, ko se pojavi vdih, malce narazen pomaknemo dlani in podlakti in popustimo. Ne preveč na silo, tukaj je pomembno, da ne odmikamo nadlakti v gibanju. Takrat, ko se podlakti pomaknejo navzven, se rado zgodi, da se komolca odmakneta od trupa, pa tega ne želimo. Še zadnja ponovitev. In ko popustimo, lahko dlani odložimo na naša stegna oziroma na kolena, spet malce zakrožimo z rameni nazaj in navzdol. Pa tisti, ki smo sedeli s pokrčenimi nogami, predlagam, da tista noga, ki je bolj stran, tokrat jo pomaknemo proti medenici, da malce spremenimo položaj, da se tokrat še drugi kolčni sklep malce bolj odpira. Pa ponovno dvignemo roki v stran, v odročenje, dlani ne bosta obrnjeni navzgor in od tukaj bomo z vdihom roki dvigovali navzgor. Pazi, da ramena ne povlečemo preveč navzgor, da ostanejo spuščena, pa z izdihom spuščamo roki približno do višine ramen. Še 4-krat to ponovimo, vdih, pomakne roki navzgor, z izdihom spuščamo.
Vsako novo ponovitvijo opazujemo, da kje je za nas primeren položaj, ne forsiramo, ne pretiravamo, počasi gradimo obseg giba. In ko se naslednjič roki pomakneta v stran in navzdol do odročenja, pokrčimo naša komolca, položimo dlani na ramena. Včasih tudi, če ne pridejo dlani na ramena, pa ne bodo bolj sproščena, pozornost naj bo na naših komolcih. Ko se pojavi izdih, približamo komolca, ko pa se pojavi vdih, komolce razmaknemo. Ko je izdih skupaj, ko je vdih, narazen zakrožimo. Še zadnja ponovitev v to smer. In še zamenjamo smer kroženja, spet vdih razmakne, izdih pomakne skupaj. In ko se komolce spet približata, počasi lahko spet naši roki malce sprostimo, lahko pomaknemo dlani malce nad tlemi, obrnjeni navzdol, pa rahlo z izdihom pomaknemo navzdol, popustimo. Pazimo, da tukaj ramena niso naprej, da ni v krogu hrbet, ampak da so malce navzdol, rahlo nazaj, pa bolj v ravni liniji, pa spet z izdihom malce potisnemo dlani, popustimo. Blago, dvakrat to še ponovimo. In ko popustimo, roki dvignemo ponovno v stran, tokrat kar dlani obrnemo naprej, po želji sta palca bolj sproščena ali približamo. Predstavljamo si, da kotalimo veliko žogo. Počasi, ko se pojavi izdih, se nagnemo, kot da to žogo malce zakotalimo v eno stran. Z vdihom se vračamo kot tehtnica na sredino, z izdihom v drugo stran, toliko, da se dlan pomakne do podlage. To še 3-krat ponovimo na vsako stran. Popek malce noter, ko se vračamo v izhodiščni položaj, ko je izdih, se spustimo v stran. Še ena dinamična ponovitev naj bo. In ko se naslednjič pomaknemo v stran, zadržimo popek malce noter, tista dlan, ki jo je proti podlagi, obrnemo navzdol in odložimo na tla. Drugo roko, ki je zgoraj, če nam uspe, malce jo pomaknemo pravokotno, dlan obrnemo proti steni, tja, kamor smo nagnjene. In če nam uspe, malce približamo roko. Držimo popek noter in dihamo. 3 lahkotne vdihe in izdihe izvedemo. Občutimo, da se ena stran prsnega koša tukaj malce bolj razteza, odpira. Da se ta stran malce bolj napolni z zrakom. Da se ta stran pljuč malce bolj razširi. In počasi spet roko spustimo malenkost nižje v izhodiščni položaj, popek noter, se spet kot tehtnica pomaknemo z rokami vzporedno, pa se z izdihom pomaknemo še v drugo stran. Držimo popek noter, spodnjo dlan odložimo na podlago, drugo roko, če nam uspe, malce pomaknemo navzgor, dlan obrnemo v to stran, kjer smo nagnjeni. Pa če je za ramenski sklep primerno, še roko malce približamo. Dihamo, popek malce noter, 3 vdihi in izdihi, lahkotni. Pri jogi ves čas dihamo skozi nos. Vsak vdih in vsak izdih, razen, če se potem posebej ne izpostavi kakšen drug način dihanja. Potem pa počasi se zgornja roka dvigne navzgor, popek noter, se spet kot tehtnica pomaknemo vzporedno
pa roki pomaknemo spredaj. Če smo blizu stene, se pomaknemo malce stran od stene, da bo dovolj prostora, pa eno roko počasi pomaknemo v stran, pogledamo za dlanjo do tam, ker je s prvo ponovitvijo primerno, z izdihom se roka vrača, lahko damo dlani čisto skupaj. Popek noter, ko se druga roka z vdihom pomakne do prvega odpora, pa z izdihom se roka vrača. Pazimo, da ko roko pomikamo v stran, da se ne nagibamo v stran, ampak da ostaja trup še vedno pokončen. Popek noter, vdih, drugo roko pomakne v stran. Spet smo pozorni, da na tisto stran, če ste po posegu, da res spoštujete to, da opazujete, da kje je primerno gibanje in se tam potem zaustavite, tudi če gre na drugo stran, malce globje. In ko se naslednjič ena roka pomakne v stran in nazaj, zadržimo pokončno hrbtenico, dlan obrnemo navzdol in spustimo do podlage, vsaj z blazinicami prstov, to roko, ki je spredaj, pa položimo na nasprotno koleno, malce se obrnemo nazaj, malenkost odpremo prsni koš, popustimo. Popek je noter, dolga hrbtenica, včasih je tega gibanja malce bolj malo, včasih malce več, pri nekaterih malce več, pri nekaterih malce manj, pa ni zato. Zadržimo za trenutek, končni položaj, popek noter, dihamo, 3 vdihi in izdihi naj bodo. Potem pa nas naslednji vdih podaljša, popek gre navznoter, se odvrtimo, glavo, ramena, prsni koš, roki, lahko povlečemo malce roki navzgor, da poravnamo hrbtenico, potem pa samo roki spustimo spredaj. Spet lahko položimo dlan ob dlan in ponovimo še na drugo stran. Druga roka gre v stran, zadržimo popek noter, dlan obrnemo navzdol, spustimo do podlage, nekje zadaj za medenico, za križnico, druga dlan gre pa na nasprotno koleno. Malenkost obrnemo prsni koš, pogledamo nazaj, popustimo. Dvakrat ponovimo še. Zadržimo položaj, ki nam je primeren, popek malce noter, 3 lahkotni vdihi in izdihi naj bodo. Lahkotno, umirjeno dihamo, tudi če imamo občutek, da je ena stran prsnega koša malce bolj odprta, druga pa malce bolj stisnjena. In naslednji vdih, spet popek pomakne navznoter, se odvrtimo, še enkrat dvignemo roki navzgor, se podaljšamo, pa lahko damo dlani skupaj in roki spuščamo navzdol. Iz tega položaja dvignemo kolena, se pomaknemo v 4-nožni položaj oziroma položaj na vseh 4. Tukaj smo pozorni, da kolena niso preveč naprej, pa da niso preveč nazaj, ampak približno pod kolčnimi sklepi, tako tudi naše dlani, da niso preveč naprej in tudi da ne preveč nazaj, bližje k kolenom, ampak približno pod rameni. Prsti na naših rokah so široko narazen, nekje sredinca ne bosta vzporedna, pa bomo nadaljevali z mačko. Počasi, ko se pojavi naš izdih, spodbijemo medenico, naredimo v krogu, hrbet, spustimo glavo, brado malce približamo k vratu. Ko je vdih, pa se malce pomakne medenica naprej, prsni koš se odpre, rahlo pogled naprej. Še 4 takšne ponovitve naj bodo, z izdihom popek noter, v krogu hrbet, brado približamo k vratu. Z vdihom, pa
podaljšamo hrbtenico, ne spuščamo preveč navzdol medenice, da ledvini del ne ukrivimo preveč. In še zadnja ponovitev naj bo. In ko se vračamo v nevtralni položaj, bomo pa pokrčeno nogo odmaknili v stran. Počasi popek je noter, se levo koleno z vdihom pomakne v levo stran. Pa vračamo z izdihom. Popek noter, se desno koleno odmakne v stran. Vračamo. Tako še 3-krat ponovimo na vsako stran, vedno je popek navznoter, da trebuh ni spuščen preveč navzdol. To je pomembno predvsem zato, da ohranjamo dolg ledveni del. Naslednjič, ko pa se levo koleno pomakne v levo stran, zadržimo. Dihamo, popek malce noter. Iz tega položaja, pa ko bo postalo pretežko, ko se morda noga začne tresti, se leva noga kar iztegne nazaj. Več teže naj gre na naše dlani. Če nam bo šlo, če zmoremo, počasi še desno roko, nasprotno roko iztegnemo ob glavo in desno dlan obrnemo v levo stran. Zadržimo, dihamo, malce popek navznoter, 3 vdihi in izdihi naj bodo lahkotni. Potem pa iz tega položaja odložimo dlan in koleno, pa položimo naše dlani malce bolj naprej. Če smo bolj gibljivi v tem stranskem delu trupa, so dlani par centimetrov bolj naprej. Z izdihom obdržimo dlani, kjer so, pa se zadnjica spušča malce nazaj, spusti se trup. Z vdihom se spet vračamo. Ni pomembno, kako globoko se spustimo. Pomembno je, da občutimo čisto blagi razteg stranskega dela trupa in da ne gremo pregloboko in da ne pretiravamo, raje postopno. Še zadnja ponovitev naj bo dinamično. Z izdihom se spustimo nižje. Vdih nas vrača. Naslednjo ponovitev pa bomo zadržali, tam, kjer nam je primerno, prijetno, popek malce noter, dihamo. 3 lahkotni vdihi in izdihi naj bodo. Občutimo, kako se razteza stranski del trupa, pa prostor med rebri. Potem pa se počasi spet vračamo nazaj v izhodiščni položaj, položimo naše dlani pod ramena, ponovimo še na drugo stran. Popek je noter, pa pomaknemo desno koleno v desno stran. Zadržimo, dihamo, 3 vdihi in izdihi naj bodo. Potem, ko bo za desno nogo pretežko, ko se malce začne tresti, pa desno nogo iztegnemo nazaj. Zadržimo, dihamo. Več teže naj gre na celo desno dlan, na vse prste, ki so široko narazen, pa se potem leva roka pomakne ob glavo, dlan obrne v desno. Popek noter, naj bodo v tem položaju 3 lahkotni vdihi in izdihi. Potem pa počasi odložimo dlan in koleno, pa se zadnjica spusti nazaj, če nam ustreza. Lahko roki damo ob naše noge in spustimo navzdol čelo. Če ne pride čelo do tal, če ostane glava malce dvignjena, podpremo, naredimo pest,
Ena pest na drugo. Če nam zmanjka čisto malo, lahko damo dlan na dlan. Če pa nam to ni prijetno, pa vedno lahko kakšno brisačko uporabimo ali deko, zložimo in potem podpremo. Pa sta roki, če je čelo podprto, sta roki lahko tudi spredaj ali pa roki pomaknemo ob naše noge. Naj bo umirjeno lahkotno naše dihanje, 5 lahkotnih vdihov in izdihov naj bo. Pri jogi je vedno pomembno, da ostaja dihanje umirjeno, da tudi če se zadihamo pri kakšnih položajih, vmes si dovolimo, da se dihanje malce počasni umiri. In ko se dihanje umiri, če sta roki zadaj, damo dlani ob naša kolena in se dvignemo. Iz tega položaja pa pomaknemo levo stopalo naprej. Tukaj je pomembno, da koleno ne sega preko prstov, zato za nekatere je potrebno, da je stopalo malce bolj naprej, sploh če smo malce bolj gibljivi v kolčnih sklepih, dlani ali so samo z blazinicami stikov s podlago, odvisno tudi od dolžine naših rok, nog, lahko so cele dlani navzdol. Počasi se spet povežemo z našim dihom. Ko se bo pojavil izdih, se sprednja leva noga malce bolj iztegne, zadnjica se spusti nazaj, malce spustimo glavo. Z vdihom pa se leva noga krči, levo stopalo se pomakne naprej, malce odpremo prsni koš, pogledamo malo naprej, pa medenica gre rahlo naprej. 3-krat to še ponovimo. Vdih, krči nogo, nos malce dviguje, medenica malenkost naprej, z izdihom pa se noga iztegne, spustimo glavo. In ko se naslednjič naša leva noga spet pokrči, se dvignemo na stegna. Zdaj, če nas tole desno koleno, če nam je neprijetno, potem lahko podpremo kaj mehkega pod koleno, kakšno brisačko, polštrček, blazino. Tukaj se počasi dvignemo in gledamo v eno točko. Pozorni smo, da je popek noter in čisto blago se bomo z medenico pomaknili naprej, pa popustimo. Predvsem občutimo razteg v desnem kolčnem sklepu, ko se pomaknemo malenkost naprej, spet počasi gradimo. In naslednjič počasi odložimo naše dlani ob stopalo, se še enkrat leva noga malce bolj iztegne, obdržimo glavo malce spuščeno, posebno stopalo z izdihom rahlo v sebi, popustimo. Občutimo, da se meča malce bolj raztezajo. In ko sprostimo stopalo, zamenjamo noge. Pokrčimo levo nogo, gre levo koleno nazaj, desno stopalo se pomakne naprej. Spet, če vemo, da smo malce bolj gibljivi v kolčnih sklepih, stopalo pomaknemo naprej, ko je izdih, z občutkom najprej desno nogo malce iztegnemo, spustimo glavo, z vdihom se koleno krči, stopalo v stek s tlemi. Pogledamo naprej. 3-krat to ponovimo v svojem ritmu dihanja. Zelo pomembno je, da tudi gibanje ostaja počasno, umirjeno, ravno tako kot dihanje. In naslednjič, ko se naša desna noga spet pokrči, se dvignemo na stegno, dvignemo trup, gledamo eno točko, popek naj bo noter, pa se malce pomakne medenica naprej, popustimo. Ne pretiravamo, blagi razteg občutimo po sprednji strani kolčnega sklepa, ne sme biti pa neprijetno v ledvenem delu. In ko naslednjič popustimo,
Odložimo dlani ob stopalo, se naša desna noga ponovno malce bolj iztegne, spustimo glavo, pa samo z izdihom stopalo malce k sebi popustimo. Dvakrat še to ponovimo. In ko sprostimo, se desna noga bolj pokrči, več teže damo na desno stopalo in levo stopalo spodvijemo in če gre, stopimo zraven. Če je to pretežko, se pomaknemo na desno stegno in se dvignemo na tak način navzgor. Če gre pa levo stopalo zraven, se pa zadnjica spusti malce nazaj, dlanina stegna se od stegna odrinemo in se dvignemo. Pa bomo nadaljevali z lažjo različico pozdrava soncu. Naše dlani pomaknemo pred srce. Ponovno se povežemo s svojim ritmom diha, stisnemo zadnjico in popek, pa se z vdihom roki dvigneta. Fino se podaljšamo, pomaknemo navzgor k stropu, z izdihom se spuščamo v predra. Naj se kar kolena malce pokrčijo, pa glavo lahko spustimo, da se čelo obrne v smeri nog. Z vdihom gre desna noga daleč nazaj, obdržimo koleno, z izdihom gre še levo koleno nazaj, pa se vležemo na trebuh. Ko se vležemo na trebuh, iztegnemo stopala, stisnemo zadnjico, popek je noter, pa z vdihom malce dvignemo glavo, ramena, prsni koš, ne pretiravamo, dvakrat to še ponovimo. In ko se naslednjič spusti spet glava, ramena, prsni koš, spodvijemo naša stopala, odrinemo se na dlani, gremo v štirinožni položaj, če je pa tukaj možno, malce dvignemo kolena, pa jih potem spustimo in gre z vdihom eno stopalo naprej med naše dlani, gre še drugo, tokrat desno, levo gre zraven, spustimo malce glavo, zadnjica se spušča navzdol z vdihom, popek noter, roki se dvigneta ali od strani ali od spredaj, pa se z izdihom roki spustita pred srce. Še na drugo stran, malce drugače, z vdihom navzgor, stisnemo zadnjico in popek, ko je izdih, se spustimo navzdol, malce spustimo glavo, tokrat gre z vdihom leva noga nazaj, še desna, lahko tudi tukaj malenkost dvignemo kolena, če je za nas sprejemljivo, pa jih spustimo in se vležemo na trebuh. Če nam uspe, kar položimo dlan na dlan, čelo počiva na dlanih, pa malce približamo nogi, stisnemo zadnjico in popek, pa bomo počasi dvigovali eno nogo navzgor. Ko se pojavi izdih, gre popek noter, se ena noga dvigne, pa spustimo z vdihom. Druga se z izdihom dvigne in to še dvakrat ponovimo. Vedno je stisnjena zadnjica in popek se pomakne navznoter, preden se z izdihom noga dvigne. Izdih dvigne. Vdih spušča nogo, še zadnja ponovitev. In ko se spusti noga, malce dvignemo glavo, damo dlani pod ramena, spodvijemo stopala, se pomaknemo v štirinožni položaj, lahko malce dvignemo kolena, pa jih spustimo, potem gre z vdihom levo stopalo daleč naprej, pa gre z izdihom še desna zraven, spustimo glavo z izdihom. Vdih pa zadnjico spušča, roki damo v stran, se dvignemo navzgor, stisnemo zadnjico in popek, pa z izdihom roki spuščamo. Sprostimo naši roki, malce zakrožimo, lahko malce stresamo, tako nogi, da jih izmenično krčimo in stezamo, sprostimo roki. Morda malce spijemo, kakšen požirek, vsaj po
dinamični izvedbi po pozdravu sonca se običajno malce zadihamo, pa so bolj suha usta. Pa bomo nadaljevali z ravnotežnim položajem drevesa. Gledamo v eno točko, nekje pred seboj, pa bomo malce več teže prenesli na naše desno stopalo, levo nogo bomo pokrčili, odmaknili koleno v stran in peto prislonili na notranji gleženj. Stisnemo zadnjico, pomaknemo popek navznoter in roke pomaknemo v stran. Zadržimo, dihamo. Gledamo eno točko, pa počasi z vdihom roke dvigujemo navzgor. Z izdihom roke spuščamo. To še 3-krat ponovimo. Med tem dviganjem rok naj bo malce manj teže na levem stopalu, pa vedno več teže na desnem stopalu, ki je celo v stiku s tlemi. Če nam ustreza, lahko roke obdržimo iztegnjeni, če bodo prsti postali mravljinčni, pa lahko roke pomaknemo v stran. Čisto po želji bomo poskušali ohraniti malce več ravnotežni oziroma malce bolj ravnotežni položaj po prste levega stopala, malce dvignemo od tal, dihamo. Pri vdihi in izdihi naj bodo, če nas zanaša, se prsti lahko malce prislonijo, pa potem, ko spet najdemo ravnotežje, spet malce dvignemo. Počasi pa potem stopalo leve noge odložimo na podlago, če sta roki še dvignjeni, jih spustimo v stran, koleno pomaknemo naprej, vstopimo, spustimo roki. Zakrožimo z rameni, malce sprostimo odvečne napetosti, lahko še roke potresemo in bomo enako ponovili še na drugo stran. Gledamo eno točko, nekje na steni, najboljše v višini oči. Več teže gre na levo stopalo, se desna noga pokrči, koleno odmaknemo v stran, peto prislonimo na notranji gleženj, pa roke pomaknemo v stran v odročenje. Stisnjena je zadnjica, če nismo preveč z medenico v stran, ampak naj bo medenica obrnjena naprej. Pa ponovno, ko se pojavi vdih, roke dvignemo, z izdihom spustimo. Vedno več teže naj gre na levo stopalo, vedno manj teže pa na desno, da se že malce pripravimo. In naslednjič, če nam ustreza, če bo za roke primerno, lahko roke ostaneta iztegnjeni navzgor, paziti na ramena, da niso pri ušesih, ampak stran od ušes, če bodo prsti postali malce bolj mravljinčni, pa jih spustimo v stran v odročenje. Več teže na levo stopalo, počasi se vedno z manjšim delom desnega stopala dotikamo podlago, pa se desno stopalo dvigne od tal. Če nas precej zanaša, naj bo samo kakšen milimeter desno stopalo dvignjeno od tal, če bo potrebno, da se potem stopalo lahko takoj spusti v stik s tlemi. Še en vdih in izdih naj bo. Pa če sta roki dvignjeni, počasi roki spustimo, stopalo spustimo, pomaknemo koleno naprej, roki sprostimo. Zakrožimo, malce stresemo, zapremo oči ali pa malce priprtih oči opazujemo, upočasnimo naše dihanje. Tako kot na začetku se najprej zavedamo vsakega našega vdiha in izdiha. Morda preštejemo, koliko sekund ali enot je dolg naš vdih in koliko izdih. Pa naj postanejo izdihi počasi za sekundo daljši, kot so vdihi, in posledično
Tudi vdihe potem podaljšamo, približno čez 3 vdihe in izdihe. Podaljšamo še vdih, da postane ta enako dolga vdih in izdih. Da se naše dihanje lahkotno in umirjeno upočasni. Potem pa se počasi oči odprejo, stopimo malce bolj na začetek naše blazine, pa stopi levo stopalo nazaj, malce pod kotom, približno za 40 kotnih stopinj odmaknemo levo stopalo vstran, desno stopalo je naravnost, pokrčimo desno nogo. Pa bomo roki pomaknili spredaj, tukaj bomo najprej izmenično dvigovali po eno roko navzgor. Čez desna noga ostane pokrčena, leva malce bolj iztegnjena, pomembno pa je, da je popek noter. In ko se pojavi vdih, se leva roka dvigne do tam, kjer je za nas primerno, z izdihom se roka spušča. Popek noter se desna roka dvigne, če gre nekje v uho, gledamo ena točka pred seboj. Še pa enkrat ponovimo. Vsak vdih dvigne, izdih spusti. Popek noter pa obe roki dvignemo, do tam, kjer je za nas sprejemljivo, z izdihom spuščamo. Dve ponovitvi naj še bosta na tak način. In ko se roki spet spuščata, odložimo naše dlani ob stopalo, pa gre leva noga zraven. Tukaj pa tisti, ki vam je primerno, obdržite blazinice prstov v stiku s tlemi, če se vam zdi to pregloboko, položimo dlani pa lahko na meče in z izdihom malce iztegnemo noge, spustimo glavo, obrnemo čelo v smeri kolen, z vdihom pokrčimo, se zadnjica spusti nazaj, pogledamo naprej. Dvakrat to še ponovimo. In ko se naslednjič zadnjica spušča navzdol, damo dlani na stegna, se od stegen odrinemo, se dvignemo. Stopimo pa tokrat z desnim stopalom nazaj, malce navzven je obrnjeno stopalo, levo je naravnost naprej, pokrčimo koleno, popek noter pa roki pomaknemo naprej. Ponovimo enako kot prej, z vdihom se desna roka dvigne navzgor, izdih jo počasi spušča. Leva se dvigne, izdih jo spušča. Še po ena ponovitev ne bo na vsako roko. Preden se dvignete roki, že popek noter in vas čas dviga, pomaknemo popek noter, roki z izdihom spuščamo. Dvakrat, če to ponovimo. In ko se naslednjič roki spustita, odložimo dlani navzdol, desno peto pomaknemo nazaj, pomaknemo še levo nogo in spustimo kolena, se ali pomaknemo v položaj otroka, kot smo vmes prej izvedli, z rokami naprej, z rokami ob naših nogah ali pa podpremo čelo. Upočasnimo, umirimo dihanje. Naj bo 5 takšnih lahkotnih vdihov in izdihov. Morda malce podaljšamo lahkotno izdih in posledično podaljšamo tudi vdih. Počasi, ko se naše dihanje umiri, dlani pomaknemo ob kolena, se trup dvigne, pomaknemo stopala v strani naši nogi
iztegnemo. Če imamo kje pri sebi, fino je, da uporabljamo ali kakšno malce debelejšo brisačo, kakšno za na plažo ali pa kakšno tanko deko in se usedemo na rob te zložene deke, zato da je naša medenica lahko bolj v pokončnem položaju. Nekateri, če izvajajo tak sedeč položaj, so hitro na tak način, zato je ravno uporaba te brisačke ali deke, zato da se res na rob usedemo, da smo s trupom v pokončnem položaju. Naša stopala naj ne bodo zvrnjena navzven, naj bodo malce bolj pokončna, vzporedno pomaknjena. Pa bomo z vdihom roki dvignili navzgor, z izdihom jih spuščamo, lahko malce pred trupom, pa po nogah in se trup malce nagne naprej. Vdih, dlani nekje do kolen, malce nad koleni, na koncu z vdihom, druga polovica vdiha, še dvignemo roki. Še 4-krat to ponovimo, z izdihom navzdol in po nogah. Z ravno hrbtenico, vdih, dvigne še roke. V svojem ritmu diha, naj bosta še 2 takšni ponovitvi. Pomembno je, da ne naredimo okroglega hrbta, da se nekje z ravno hrbtenico pomaknemo naprej. In naslednja ponovitev, ko se spustimo navzdol, zadržimo. Malce ostane glava spuščena, brada rahlo proti sprednji strani vratu, popek malce noter, po vse, kar bomo z izdihom izvedli, bomo malce pomaknili stopala k sebi, pa popustimo z vdihom. Izdih malce k sebi, vdih popusti. Še 3 takšne ponovitve naj bodo. Ves čas sledimo svojemu ritmu diha. Za trenutek zadržimo, pomaknjena stopala k sebi, dihamo. Ne preveč na silo, da so preveč napete te mišice po sprednji strani stopala, ampak ravno toliko, da dosežemo malce raztege po zadnji strani nog. Še 2 lahkotna vdiha in izdiha naj bosta. Potem pa z naslednjim izdihom popek noter, se s trupom pomaknemo v pokončni položaj. Pa bomo naše dlani pomaknili nazaj, če se da s prsti nazaj, popek malce noter z vdihom, lopatici, pomaknemo ena proti drugi, pa popustimo. 3-krat to ponovimo, občutimo, da se prsni koš bolj odpira, ves čas pa je popek noter, da se ledveni del ne ukrivi preveč. Še zadnja dinamična ponovitev. Naslednja ponovitev zadržimo, morda malenkost pogled usmerimo navzgor oziroma malenkost nagnemo glavo nazaj, da je pogled diagonalno navzgor. Malce popek noter, naj bojo še 3 vdihi in izdihi v tem položaju. Počasi pa glavo potem malce spuščamo, dlani kar po podlagi pomaknemo naprej. Pa bomo nadaljevali še z enostavnim zasukom. Pomaknemo naši roki spredaj, trup ostaja pokončen, pa se z vdihom leva roka pomakne v levo stran, odpremo, z izdihom se roka vrne naprej. Pa druga, še po enkrat to dinamično ponovimo, pomembno je, da se ne nagibamo nazaj, tudi v stran ne, ko gre roka nazaj, trup pokončen. Pogledamo za dlanjo, izdih vrača.
In ko se naslednjič roka pomakne v stran in nazaj, zadržimo, dihamo. Dlan te roke obrnemo navzdol in spustimo proti podlagi. Ne preveč k robu blazine, če se da malce bolj proti sredini blazine oziroma za medenico, za križnico. Ta roka, ki je spredaj, tudi dlan obrnemo in navzdol in jo pomaknemo ob zunanjo stran stegna. Ne na kolenski sklep, malce višje, morda z vdihom, malce še obrnemo glavo, malce odpremo ramo, pa spet ne preveč na silo. Ves čas je popek noter, ne pusti, da se trup sesede, dolgo pokončno ne ostaja hrbtenica. Lahko zapremo oči in še 3 vdihe in izdihe izvedemo v tem položaju. Naslednji vdih pa podaljša hrbtenico. Popek pomaknemo navznoter teme proti stropu, se obrača glava, ramena, prsni koš. Lahko malce dvignemo roki, zato da poravnamo, podaljšamo hrbtenico, potem pa roki spuščamo spredaj. Popek malce noter, pa se druga roka pomakne v stran in nazaj. Dlan obrnemo navzdol, jo spustimo do podlage, druga roka prav tako dlan obrnemo in gre na zunanjo stran stegna. Malce odpremo prsni koš, pogledamo nazaj, zadržimo. 3 vdihi in izdihi naj bodo v tem položaju. Naslednji vdih nas spet podaljša, popek gre noter, pomaknemo teme navzgor, se odvrti glava, ramena, prsni koš, pa še lahko še enkrat dvignemo roki, da podaljšamo hrbtenico in roki spuščamo navzdol. Za zaključek pa bomo izvedli še položaj polovičnega mostu, danes par dinamičnih ponovitev. Poležemo se na hrbet, naj bosta roki ob trupu, stopala naj bodo približno za kakšno dolžino naših dlani stran od zadnjice, v širini kolčnih sklepov, upremo stopala v tla, od pet do prstov, tudi roki malce potisnemo v podlago, spodvijamo medenico, ko se stisne zadnjica in gre popek noter, potem pa z vdihom dvigujemo medenico, vretence za vretencem navzgor, do tam, kjer nam je prijetno. Z izdihom spuščamo prsni del hrbtenice, spuščamo ledveni del hrbtenice, spustimo na koncu medenico. Še 3-krat ponovimo. Vdih nas dviguje. Izdih, ko se pojavi, nas spušča, pomika navzdol. Se pa naslednjič spet dvignemo navzgor, za trenutek zadržimo, dihamo, stisnjena je zadnjica, stopala so potisnjena v tla, tudi popek noter. Če je za ledveni del neprijetno, se spusti medenica malce niže, pa tam zadržimo in tam stisnemo zadnjico. Ko se pojavi vdih, levo roko dvignemo nad glavo zadaj, če je primerno, drugače samo do tam, kjer doseže roka, pa z izdihom vračamo in zamenjamo. Še desna se z vdihom dvigne, izdih jo spuščam. Po enkrat še ponovimo na vsako roko. Če nam pa gibljivost ne dopušča, če nam je neprijetno, pa ostaneta ves čas roki v stiku s tlemi. Vmes se večkrat spomnimo, da je še vedno stisnjena zadnjica, da je še vedno popek noter. Če gre z vdihom, obe roki dvignemo navzgor, z izdihom spuščamo. Še zadnja ponovitev na tak način.
In ko se naslednjič vrnete roki navzdol, stik s tlemi, naslednji izdih spušča vretence za vretencem nazaj navzdol. In ko spustimo medenico, pomaknemo stegna k sebi ali primemo pod koleni, malce k sebi stegna ali pa okoli kolen, kar nam je boljše za kolenska sklepa. Se malce zazibamo levo desno, da sprostimo ledvini del. Potem pa se pripravimo za sproščanje, odložimo naše stopala, lahko se pokrijemo, oblečemo, za kakšno, če je ostala napetost v ledvenem delu, lahko nekaj časa obdrži kolena na tak način oziroma noge v tem položaju, roke naj bosta v stran, malce stran od trupa, dlani obrnjene navzgor, če gre, če pa ni težav z ledvenim delom, pa noge iztegnemo, malce razmaknemo, pustimo, da stopala padejo v stran. Preverimo, da so ramena stran od ušes in spuščena proti podlagi. Potem pa pozornost usmerimo na naše dihanje. Bomo počasi, ko se pojavi vdih, napeli obe nogi. Najprej napnemo glavo, stopala obeh nog z vdihom meča, stegna in zadnjico. Z izdihom najprej sprostimo zadnjico, stegna, meča, stopala. Še dvakrat ponovimo, vdih napne, meča, najprej stopala, meča, stegna, zadnjico. Izdih pa sprosti od zadnjice vse navzdol do stopal. Še zadnjič ponovimo. In ko se z izdihom sprostite nogi, njuno težo odložimo navzdol, pozornost prenesemo pa na roki. Z vdihom malce stisnemo dlani v pest, napnemo podlakti, nadlakti, ramena malce v tla potisnemo. Izdih pa sprosti ramena, nadlakti, podlakti in dlani. Še dvakrat ponovimo, vdih napne roki, od dlani navzgor do ramen. Izdih sprosti od ramena vzdolj do prstov. Še zadnjič. In ko se roki sprostite, njuno težo odložimo navzdol. Pozornost še prenesemo na obraz. Malce z vdihom nakrimžimo, počasi obrazne mišice napnemo in z izdihom počasi sprostimo. Dvakrat, če to ponovimo. Ne preveč sunkovito, res pri obrazu še bolj nežno. Tako aktivacija oziroma napetost naj bo počasna, kot tudi počasno sproščanje. In ko se obraz sprosti, pozornost počasi prenesemo na dihanje. Vsak pri sebi še enkrat prešteje, koliko dolg je v tem trenutku vdih in koliko dolg izdih. In pa potem počasi podaljšamo izdih za 1 sekundo in posledično tudi vdih za 1 sekundo. Nekaj takšnih ponovitev naj bo, da se naše dihanje počasi umiri, malce poglobi. Dovolimo lahko tudi, da z vsakim izdihom odhajajo še tiste zadnje napetosti, ki so po telesu ostale, da se kar sprostimo vse bolj navzdol v podlago in da se napetosti sprostijo iz telesa.
Lahkotno ostaja in umirjeno naše dihanje. Potem pa se počasi pozornost vrača na telo, malce premaknemo prste na nogah in rokah, malce zakrožimo v zapestjih in v gležnjih, v eno in v drugo stran. Noge približamo, se fino pritegnemo, fino podaljšamo hrbtenico, pa roki vrnemo v telo, okrčimo naši nogi, objamemo kolena ali primemo pod koleni, se zazivamo levo in desno, potem pa zaprtih oči vrnemo stopala v stik s tlemi, se obrnemo na bok in preko boka se pomaknemo v sedeč položaj. Na koncu pa iz sedečega položaja še roke dvignemo navzgor, morda z vdihom eno roko povlečemo navzgor, da se stranski del trupa podaljša, pa z izdihom spustimo, še na drugi strani ponovimo, pa izdih sprosti, pupek noter in obe roki hkrati. Z izdihom popustimo, dlani pomaknemo spredaj pred srce in spuščamo do srca. Ogrejemo naše dlani, ogrejemo in pomasiramo počasi tudi naš obraz. In ko nam ustreza, odpremo oči. Tako na tak način smo zaključili prvo vadbo. Lepo se imejte do naslednjič.